To je moj transporter T4 Synchro. In ne dela. Tank, T4, Synchro, to se ne moreš sjahati. No, če nisi jaz. You have no power. Tako izgleda vsut menjalnik po letih in letih zlorabljanja in neservisiranja strani prejšnjih lastnikov in zlorabljena z moje strani. In potem smo se odpravljali po v Izolo, na obalo, v Burjo, na -1000. Gledati, kaj lahko najdemo. Ki se vozim, povem tudi malo zgodbo. Tisti, ki ste že videli gor na Instagramu, jaz imam enega transporterja, T4 Synchro, all fun and games, dokler mi ni diferencial šel, oziroma ležaj diferenciale mi je sesulo menjalnik. In ohišja, oziroma ne dobim menjalnika za normalno ceno, se vlilo olje ven in to hiše je ful težko dobiti, ker Synchro to je že nasplošno malo. Teh 2,5 TDI, 102 konjskih so pa najbolj zaželeni, teh je pa sploh malo. Menjalniki obnovljeni so po jurja pa pol iz Nemčije, plus poštnina prej še tle zraven. Jaz sem iskal najboljšo alternativo. Že leto opazujem nad Izolo en rdeč kombi transporter. No, ta kombi sem šel enkrat pogledat, ker sem mislil, da ima kaj uporabnega, da bi dobil dejansko lastnika. Sem takrat videl, da je kombi Synchro, 2,5 TDI, točno to, kar rabim. Ampak takrat sem rekel, nice, bo školo to dobro dobiti, nisem se nekaj preveč ukvarjal s tem. Gremo se furat na sneg in driftat in pičke materne. Naslednji dan sem usul komplet menjalnik in meni prva stvar, ko sem šel gledat cene vsega tega, rdeč kombi jaz moram dobiti. In je trajalo 3 tedne, to sem že pogledal vse te javne informacije, sem najdel številko parcele, sem ugotovil, da je to od države in po številki parcele sem v nekih fajlih na internetu našel tudi ime priimek človeka, ki je najel kmetijsko zemljišče. I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills. I will find you. No in potem sem jaz temu človeku pisal, sem rekel, stari, vem, da je gor en podrt kombi, jaz bi ti to odpeljal, povej ceno, pridem dol z ekipo in probamo to spraviti stran. Mi napiše nazaj, ti sam pelje. Tako da, jaz se vozim zdaj dol, bo treba to stvar spraviti na vleko in odpeljati v delavnico od mojega brata, da poberamo mi dol menjalnik, kardan, diferenciale, vse te stvari, ki so samo za 4x4 kombije, da imamo v bistvu še en set. Pol leta nazaj sem pogledal kombi, vem, kaj je približno, tako da sem pripravljen, imamo odzadaj, se ne vidi, imamo odzadaj 4 gume, ker tam jih ni več, imamo gurtne, imamo uga-duga, imamo flekse, tako da bomo videli, če bo ven live konc meseca ali ne bo ven live konc meseca. No in plan je bil tak, da gremo z mojim bratom takoj gor pogledati. Naslednji dan smo imeli ekipco, ki je bila pripravljena priti dol pomagati šraufati. Šli smo gor zato, da ga spravimo sploh na kolesa in da vidimo, kakšno je stanje. Če treba kaj še dodatnega pripeljati drugi dan, da vemo, če bo šel sploh gor na avto vleko. In avto bi presenetljivo v redu, no. Avto je na kolesih, imamo še nekaj mnogo problemov, ki jih moramo prebroditi jutri, ampak zaenkrat, če mi ne ukradejo felten, I am optimistic. Ti si optimistik. Vsi smo optimistični. When you have a bad day, give up. Go home and sleep. Evo ga, day 2, sonček je, sveti v faco, piha burja, 1 stopinja, mi gremo vleči kombi na vleko in upam, da danes vse razmontiramo, ker če ne, bo to se zavleklo in kaj tega res nočem. Včeraj smo dali avto na kolesa, smo ugotovili, da nima volana, da to bo še zabavno, kako spravi dol.
imam še par stvari za narediti, prej ga damo na vleko, ključavnico odlomiti, ker ni ključa. Kot ste videli, oziroma boste videli, pol je avto že olupljen, ampak srce, oziroma tisto, kar jaz rabim, je še gor. Evo ga, tukaj smo. Ok, situacija je taka, da sva sprostila bremze, a ti bo šel kar sam, brez bremz gor. Ne, prej. Fuck boy gre gor, jaz grem notri bremzat. Tu na teh posnetkih se ne vidi, ampak avto bil res ogaben. Bil je na tleh 10 let, torej brez enega kolesa, bremze niso delali, ršip ni bilo, notri je bilo vse mokro, vse jogi so bili not, narkomani so včasih bili tam, pokradli so vse, kar so lahko in bremze itak niso delali. To je bilo najbolj sketchy, zato ker je bil avto na klancu in bilo treba po tej strmini avto spraviti dol, brez da ga odnese dol v kabino. I'm in danger! Evo ga, kombi je dol, sva preživela ta klanec. Vse je ok, zdaj ga našponamo še nazaj. Seveda smo pobrali tudi vse smeti, ki so bile okoli kombe, ki so se z leti nabrali, da malo očistimo. Srečen. Srečen, najbolj srečen 30-letni psih. Najbolj smešno, da me veseli, da sem kupil ta kombi, ki je gnil, ves fucking tetanus in sifilis notri. Kar hočeš, pol stvari manjka, ampak tam je ena stvar, ki jo rabim. Tam notri stvari, tisto stvar, tisto zadaj. Tako da danes bo še fucking dolg dan. Ampak prvi milestone je narejen. No in po več kot 10 letih se je kombi premaknil, izolska ikona, vsaj za tiste, ki gledamo kante ob cestah. Smo ga videli vedno nad voznico se premaknila in tudi izolani, ko smo se vozili dol čez mesto, so vsi gledali. Od njega je itak letelo listje, ki je bilo notri leta in leta. No, plan je bil, da ga odpeljemo v delavnico, poberemo dol najprej motor in menjalnik, torej menjalnik je stvar, ki jo jaz nujno rabim in če ostane čas, tudi ostalo, diferenciale, nosilce in v bistvu vse te prčkarije za 4x4, ki ostane. Derbi se je pričel, zdaj moramo spraviti ven motor, kardane, tle imamo drift fuckboje, tle imamo alfa boyse, nobeno od teh ne dela. Kaj imaš to notri? Kaj si našel? Svoje otroke? Isto kot za gor je bil pen ga spraviti tudi dol, brez bremz, brez volana, ampak je kar šlo, no. How do you feel? Volan je zakon. I feel good. Škljivo imam. Klaca za van life. Mogoče bi ga kar registriral. In ker je stara kanta, smo valjda še tako v akciji s flexercami porezali auspuh, porezali stvari, ki se nam jih ni dalo šraufati, tako da smo se lotili potem tudi nosilcu motorja, takoj podprli motor z dvigalkami in začeli proces vlačenja motorja ven. In seveda, kot pri vsaki taki stvari, safety first, ne, tako da varnost je vedno na prvem mestu. Vsi tisti, ki še niste šraufali starih kant, ne morate vedeti, kaj pomeni to užitek, ko gre stvari na razen, tako da se razletijo. We have no time, že ura že 2. Ni, nice! Jaz sem rekel, do 2 mora biti motor od zunaj, pa še eno uro. Nisem noben motor na glas, rekel ma. Mora 5 predstavljati, mora biti. Ja, Valentin je vzvodnik, tako. In evo, po v bistvu ful malo časa je motor bil odzunaj, brez nekih posebnosti si mislili, da bo bolj rjavo vse skupaj in gnilo. Se ti rad ubil? Ja, si normalen. Good job, boys. Good job, boys. No, naslednji korak je bilo treba ločiti seveda menjalnik od mašine, to je moj brat zrihtal skupaj z Gašperjem in Valentinom. Jaz sem pa skočil zadaj in začel dajati dol diferencial in te zadeve, ki nam pridejo tudi prav. To pa je, ne? Sploh mi treba transferja dol. Nice.
Olje ven, olje notri in to. Olje v menjalniku je bilo lepo zlato in perfektno v bistvu. In na koncu smo potegnili ven še zadnji div skupaj s kardanom, tako da je zdaj cel sinhro sistem v mojih rokah. Ura je 10 do 3. Kombi je ves razmontiran, div je od zunaj, nosilce poberemo. Motor, menjalnik. Ja, še zadnji korak. Danes motor smo dali notri, tako prej se kaže fudora. Imamo tako v bistvu zdaj race car, mid engine, tukaj. Pogoni so Bluetooth, en je tam, tako da to bo zdaj raketa. Zdaj ga porinemo še tam od zadaj, pred sezono, da še zrihtamo male detajle za dirkat in to je to. Boj. Tukaj bo kombi počival, dokler ga ne pride iskat. Naslednji dan je prišel po kombi en tip, ga odpeljal k sebi na dvorišče in ga razrezal verjetno za staro železo. Na kombi itak ni bilo več nič vrednega, tako da ne jokat za njim. Mi smo pospravili delavnico in naložili menjalnik v avto in sem ga odpeljal pol v Ljubljano, tako da je pripravljen za nove dogodivščine. Menjalnik je zdaj tle doma, čaka, da se ga da sem notri v to zverino. To pa naslednja epizoda, tako da stay tuned. Ga peljem z vleko v žiri, ga damo na dvigalo, poberemo star menjalnik dol, damo novo sklopko gor in sestavimo in pol ga gremo testirati in upamo, da ga ne zmeljamo v prvi sekundi. Evo ga, zrihtan, le kako je lep. Tukaj sem ga šel iskat k mehaniku, ki ga je zrihtal, zamenjal komplet sklopke in po 100 kilometrih naslednji dan sem prišel domov. Blown a motor? Never blown a motor. But I blown a trans. Wait, which car? No, it was him. Se je avto uscal in sklopka je zabita bila notri. To je pomeni, da je nekaj narobe. Sobota, 10. juni, part 2. Enkrat sem ga že popravil, 100 km kasneje je šel klinac. Tu je star menjalnik. Zdaj gremo pa na adventure, da zrihtamo tega sami, ker očitno se mehanikom ne da, oziroma ne znajo, oziroma se jim jebe za moj kombi. Evo ga, take two, oziroma 3, da zrihtamo to zadevo pri bojsih. Smo mogli lotiti sami, ker očitno mehaniki so vredni in kurac. Po 150 km je šel potisni ležaj, notri odlomljen. In zdaj ga čakam že mesec pa pol, da bi to zrihtal, pa noče, oziroma ima neke izgovore. Tako da smo prišli sami in smo lotili tega sami, ne, tako ko pravijo. Če ne fukaš doma, prijemeš stvari v svoje roke, ne? Saj ti imaš 16 model. Če je z Nemčije. Z Pakistana. Ura 2, ok, ura 2. In transfer box je dol, tudi spodaj. Tle imamo lučko, lučko smo skoraj pustili tle. Tukaj je, evo ga. Transfer case smo dali dol, odšraufali od spodaj vse, kar gre. Zdaj gremo pa na zgornji del, šraufati menjalnik, obesiti in pol bi moglo to že skoraj biti to, da to zverino ven potegnemo. In vidimo, če to dela. Nemška jajca, fucking Hitler, jeben mater. To ne gre online, ok? To gre online. Komentar? Ma jebo mater, ona nisem dovolj visok za take stvari. Ti pa prišel na dvigalo, da na lesti dela. Razumeš ti ta paradoks? The precision. Švasu boš? Ja, na hitro. Menjalnik je odšraufan, vse je dol. Smo rabili samo 10-100 ur. Tako da zdaj boj si.
se čaka moment of truth. Kaj, ne si videl kaj takšnega groznega not? Ma porco dio, next level. Da vidimo tle, kaj štima. No, to sklopka je nova, košara je nova. Vse je novo, samodelane. Samodelane, ker je ta kurac počul. Da so ga kam zakačili, našponali, karkoli. In potem je naredilo samo nek mikro razpoko in polje sam cep. Uradna razlaga? Shit's fucked up. Mehaniki so nesposobni. Zato delamo turistični tehniki. To. It looks good to me. Yes, very good. In pol ga je verjetno našponil in ga tle odprlo, ne veš, ki je bil, ni bil preveč stisnjen. In je spustalo se olje pri strani ven. Ne zgor izgleda v redu, ne? Ej. Ja, piše 5-1 tehnika. Da ga imaš? Bolki. Nič leče. Da ga tam malo dvigneš, ne bo šel. Da ga podloži, da sploh ne studiramo. Ej, čas, samo. Da iz koleno maknem. Čakaj, zarokiramo. Fun times. Tam je bila karta naslova. Malo. Ok. Dobar. Where's the fun in that? 5 minutes later. Menjalnik je že nazaj. Sam še zašraufamo in pol samo še 6 ur in pol sestavljanja nazaj. Pol pa pizza party. Pol gremo direkt v blato in zlomimo vse. To je prav pogled. When people ask you if you're okay, and you say you're okay, but deep down you're not okay. Evo, še malo. Še enkrat. You ain't got no gas in it. Final hours, zunaj še dan, kar je ful dobro, zdaj jemljamo iz tega kombija, ki je pač delo stvari. V glavi je tema. Da je gor zdaj še zaganjačič, pol moramo dati olje notri, približati sklopko. Tle mi je počela ena zadeva, ena pumpica za vodo, tako da to krademo iz drugega kombija. Nijemo ništa, polosevina ena je že gor. Tle je lepo full olja na diskih, which is good, always good. Tako da smo in the final hours, sam še tekočinice skoraj, pa še ena polosovina, pa še par malenkosti. In že vidimo dead light. Že vidimo, ok, ura je 8:23, ker sploh ni bed. Torej trenutno smo v 8:23, vmes smo imeli nekih pauz. Že vidim luč na koncu tunela, upam, da bo to delalo. Check engine ni, zato imam zalepljen, ga zdaj trakom. Smart. To je le Volkswagen. Ja, boj! Velike besede, take two. Ja, ole smo navili nazaj motor. Vašno. Stari, Za prijatelja. Volkswagen. To na rabi olja. Velike besede? No, yes. 5, 3, 4. Se vrti? Eppur si muove? Zadnji se ne, zadnji se ne. Zima se ne. Ej, še špero sprobaj, ko me časaj. 33 km, zdaj sem pod nanoskom. Zaenkrat še nič ni odpadlo, sklopka še vedno dela. Life is good zaenkrat. Would you like a mojito, my lady? Lady. Ice Cube 3. No evo, pa smo pri zadnjem delu. Tukaj notri imam
Raptorja. Brusim, pobaril ga bom tudi dol, od tukaj dol, v bistvu to špuro bom lovil čez cel avto, da popravim ta spodnji del najbolj obuškan oziroma popraskan in tašen čuden, tako da vse ostalo izgleda dosti cool in to gre v Raptorja in potem pa, ko končam to, final reveal, avto dela naredil je 1000 km nekje, mislim, da bomo videli, če bo hvaležen za to barvo novo. Par urci mimo. Moram še zaščititi gor, še zbrusiti do konca, ampak smo blizu začetka. Potem imam pa eno roko, vse okolje, 1 uro čakanja, še eno roko. Bom videl, koliko bo prekrivalo, ne bom šel all in, ker bo treba itak še kakšno delo popravljati v naslednjih letih. In ne bom dal 10 rok gor, ker bo treba pol še enkrat vse rihtati. Pred 2 roki sta gor. Baram samo od spodaj, tako da zdaj gre še en light dust coat gor, čez vse in pol smo zmagali. Sem mislil sicer, da bo malo temnejša barva, po realu je izgledalo malo temnejša, ampak konc koncev, who fucking cares. Sam da zgleda v eni barvi vse skupaj. Danes bi mogel iti ven video, ampak bo treba še malo počakati, ker moj možgan je nekaj naredil, očitno. In sem šel all in, balls to the wall, valjda. In evo, moj možgan je naredil to, kar je hotel narediti, očitno. Bomo videli še kakšno urco, da lahko sploh to odpakiram. Imam občutek, da se mi bo tukaj malo šajnalo, pa tukaj videlo, ker je bila na meji neka pištola. Ampak dobro, bomo to še zrihtali v kasnejšnjem času. Kaj je danes? Čakaj, 17. august. Nisem še dal video ven, zato ker non-stop nekaj šraufam. It's amazing, all these facilities and you make a piece of crap like this. Odlomil sem amortizer, čakaj, da ga najdem. Evo ga, ker smo se malo preveč po madžarskem jebali po jebinah. Zamenil sem še tle šponar notri na pumpi, užge, bomo videli, če bo delal. Zdaj se stavim in gremo naprej. Bili smo na Madžarskem, bili smo v Avstriji, naredili smo 2000 km in pol sem odlomil amortizerje, smo bili v Avstriji, smo rekli, da gremo domov. Da to zrihtam, sem zamenil oba amortizerja, dobil sem strešne nosilce, streha še ni pobarvana. In zdaj upam, da na hrvaški obali nekje pridejo glamour shoti. Jaz to sestavim nazaj, spakiram babe in pičimo. Evo, kot obljubljeno, to je moj T4 Synchro. Jo, lih editiram ta video.
en posnetek nisem stisnil play, tako da na začetku naredim predstavitev celega projekta T4 Synchro oziroma cele notranjosti, pol na koncu pa predelam še luči na Abartu, tako da poglej pol do konca. Valjda, stisni like pa subscribe, ne. Ki ga lahko z nekaj potezami spremenim v prelep kemperček. Kaj sem na avtu naredil, odkar ga imam? Obarval sem celega v Raptor Liner, ima terenke, gor na strehi, malo je umazan, ker sem ga dal lihkar iz delavnice, pa nimam vode tle. Na streho sem namontiral sončne celice, da mi lahko fila 100-amperski akumulator, ki ga rabim za hladilnike, vode in vse te stvari. Od zadaj smo namontirali lojtro, da greš lahko na streho. Namontiral sem kljuko, zatemnil sem šipe, namontiral sem tele obrobe tle gor. Ta moj kombi je 2,5 TDI Synchro z blokado diferencijala, ki ga imamo tukaj dol. Ima klimo, ima gretje sedežev, zamenjal sem tale strop, namontiral sem lučke notri, ki jih lahko prižgemo, samo da jih vidiš. In potem sem naredil komplet nov sistem z omaricami. Spet smo tukaj v Venu in verzija notranjosti 2.2. Enega sem že imel. Plan tam po desni strani pa od zadaj gorit, kar je, moram klop prestaviti na to stran. Zid prestavljen, malo nazaj, na fabriških mountih. Zdaj sem pa v snegu in ledu, še pod avtom, tle imam webasto. In moram tle notri zmontirati še en vijak za klop. Druge sem že zrihtal, so tle vmes notri, tako da sem počakal malo, da gre sneg mimo in pol pa akcija, pol pa začnemo delati notranjost. Komaj čakam, da mi ni treba se vlačiti po tleh. Tako pa če si sam, ne? Imaš orodje in pol imaš klop, na katero lahko zmontiraš vse. Evo ga, tudi leva stran izpotapecirana, ta desna tudi. Sem jaz sam ta stebriček, še ta kotek bom naredil, pa tle zgore, da se ne vidi, pol pa grem izolirati tle notri. Jau! Imamo tukaj izolacije, tukaj ni, še malo zaključimo, pa bo. Izolacija leti noro, vrata so spredaj, boki so zrihtani, gagi od zadaj in basto prižgan, pivičke, to je life. Notri je ful vonja po neostiku. Ja, neostik nam daje krila. Ja, boj! Jaz vidim slončke rozaste po zraku. Ok, this is gonna look sick. Še par stvari popravim. Tukaj na robu je odtrgano malo, tako da je to zalepo zdaj. In pol akcija. In evo ga, strop je tudi zrihtan, problečen v isto blago kot tukaj. Zdaj pa naprej. First cuts, boysi. First cuts. Mint. Danes je 20. februar. Setup, dežuje. Jaz delam notri, tako da imam tendico, hvala Bogu, da sem malo pod streho, malo lučk, malo orodja. Danes bom delal pod, se izoliral, dokončal, tepih gor in pol začnem z omaricami naslednji teden. Evo ga, smo na ptički, pički, polovički, imam še tle panele, pa še zaključke zakončati. Pol dam ta gor rob, pol tepih in pol smo. Tam je v bistvu les, tam bo prišlo marce, tako da rabi nekaj fiksno, je za šrofon in zasikano. To pride še silikonom gor in gas. Ok, smo pri paneliranju, tukaj gor. Ta zadeva bo šla tle čez vse to. Čakaj, ne moram zmanjšati, ok. Gre čez vse to in tle notri bojo prišle roletke. Vse to za 100, da imamo vse iste barve. Tu notri imamo še cel šičo. Lihkar rihtam unega. In pol bo pa res čas, da začnemo marce delati. Ko bo do. Jaz sem spet na temo. Jaz sem razturil komplet hladilnik. S fleksičom. Ker ga bom ugradil tle notri, upam. Pol pa naprej. Evo, delovna akcija. En dela ta shitbox, en dela moj shitbox. Vrej bo. Ki ga recimo v prejšnji varianti nisem imel. Namontiral sem vrtljiva sedeža. Oba. In tako se obrneta oba sedeža.
Naredil sem predalčke, ker spravljaš lahko notri stvari. Tukaj od spodaj imam nekaj elektrike, kontroler za solarne celice, tu sem naredil umivalnik. Zdaj nimam vode notri, ker imam predalčke za spravljanje stvari. In seveda rabiš tudi mizico, namontiraš nogico in si pripravljen na kosilo. Lahko sediš seveda na obeh sedežih, tukaj ali pa na tem tle. Odpreš šipe, da lahko gledaš ven lep razgled. Žal sem v delavnici, ker kombi ni registriran, tako da ne morem iti nikamor. Imam pa še tu spodaj en skrivni predal, ki se mi odpre na stran, vidiš, tako da lahko spravljam tukaj. Ampak zdaj se sprašuješ, kje the fuck spi ta človek, če ima tle sedeže? Samo nekaj potezami se tale zadeva spremeni v cozy motherfucking camper. Tak. Ja, glej to. Pripravljena postelja za posteljne užitke. Še ni vse, poglej. Imamo še mood lighting, naredil sem še te stranske predalčke. Za malo romantike, torej tukaj lahko dostopaš do vseh teh predalov. Tu od spodaj imaš še enega skritega, malo umetnih rožic za vibe. Na tej strani imam dekico notri, vedno rabiš eno dekico za dati podrit, ne? Seveda tudi zavesice, da se lahko zagrneš tukaj. Gremo pogledati od zadaj. Pa imam tukaj storage space, najbolj pomembna stvar, odpirač za pivo. Druga najbolj pomembna stvar, sekira in lopatka, če moraš iti kakat. Leta vajbič notri. Se ti odpre še en lep predal. Recimo sekiro gor, imaš pri roki, če slučajno kdo uleti. Ne? Ali ne? Seveda je ta predalček namenjen temu, da si lahko kuhalnik daš na svojo idealno pozicijo, če piha ali ne piha. Tukaj imaš še izvlečni podaljšek. Kuhalnik daš recimo sem, tukaj še malo odlagaš. Tukaj imam en kup enega placa. Kje pa dobiš vodo in kam ti gre? To sem pa naredil skrivni predalček tukaj od spodaj, ki ga odprem. In imam notri dve 10-litrski kanti, ena je za čisto vodo, ena je za odpadno vodo in lahko dostopam do njih brez težav. Iz tukaj ven piha super prijeten topel zrak od kitajskega Webastoa, ki je zmontiran od spodaj. Komplet vse v avtu je tudi izoliran pod stropom, vse okolje za omaricami, za vsemi paneli je 20 mm izolacija. Po tleh imam izolacijo in pa tepih. Po tleh imam izolacijo in tepih. Na tej strani pod omaricami je lesen pod, da se lahko omarice prišraufa notri. In tako to izgleda. Pod havbo se pa skriva mogočni 5-cilindraž, 2,5 TDI, ta dobra 2,5 TDI. Tukaj od spodaj menjalnik, ki sem ga mogel zamenjati. V prejšnjih epizodah lahko pogledate, kaj sem mogel narediti vsem tem, da je